Na drugi gimnaziji v Mariboru je v torek izbrani skupini slušateljev popoldanske ure s svojimi predavanji in deljenjem izkušenj ter idej popestrila peščica strokovnjakov, večinoma slovenskih, dva sta prišla celo iz tujine. Organizatorja drugega TEDx dogodka v štajerski prestolnici smo povprašali, kakšne lastnosti mora imeti oseba, da lahko predava na dogodku TED. Mora biti nekaj posebnega v tistem, kar dela, nekaj posebnega kot oseba, kot človek. Mora imeti to svojo energijo, mora razumeti, da če ima svojo idejo in če ima nekdo drug svojo idejo, da kombinirati te ideje in si povedati in se o tem pogovarjati, ima nek smisel in prinese nekaj več. Strokoven absolutno na tem, kar počne, skratka, napol superman, zdaj pa, če ob tem še zna zelo dobro predavati, je še toliko boljši. Dr. Jonathan Coddington je navzoče seznanil z idejo kreiranja prve banke DNK vseh živih bitij na svetu, ki bo potekala pod projektnim imenom Global Genome Initiative. It's about building a global consortium of biorepositories and scientists to study basically the secrets that are contained in the genome of life on Earth. It's important to do that because, for one thing, we're going to lose many, many species in the next 100 years. Secondly, just recently we have the technology to do it. We have the biotechnology, we have the knowledge of biodiversity, we have the bioinformatics. I think we can probably get 75% of the terrestrial genera of life on Earth in biorepositories with genome quality samples and voucher specimens of those taxa within the next 5 years. Res je, da sami tile nanomateriali, govorimo o prahu, ima lahko ima neznane vplive na žive organizme, ker deluje na molekularni ravni. Vendar v našem primeru gre za kompaktni material, torej ne za nekaj, kar bi lahko prišlo v organizem. V tem ni bojazni, s tem smo nekako razrešili. Sami bionanoroboti pa jasno, da bodo izdelani oziroma programirani tako, da ne more obstajati potem nevarnost, da bi začeli početi neumnosti. Nanotehnologija v bistvu bila deležna veliko negativne reklame v tem smislu toksičnosti, ampak po drugi strani je ravno to prednost bionanotehnologije, ker v bistvu gre za materiale, ki so že prisotni v nas. Torej gre za materiale, ki ne povzročajo škodljivih reakcij, kot recimo nanosrebro, ki sproži oksidativni stres, recimo. Torej jaz bi rekel, da je to ena od boljših dobrih strani, da gremo za biološko kompatibilne materiale. 15% in nič več kot 15% človeštva živi za več kot 4 evri na dan. Po podatkih iz leta 4 svetovne banke. Se pravi, da je normalna praksa velike večine ljudi varčevalna družba. 20. stoletje je prineslo nek razmah, nek razvoj in v 20. stoletje nam je tudi danes omogočilo, da gre vino v tej smeri, kot mora iti. V grobem vemo, da je vino sestavljeno v bistvu iz 4 najbolj bistvenih zadev. To je voda, potem alkohol, določene organske kisline, določene anorganske dele, kot so minerale in potem sladkorje. Zakaj moramo žveplo uporabljati in zakaj je nujno, oziroma smo mislili, smo še zmeraj pripričani, da je, ker je žveplo v bistvu nek način pripomore k boljši senzoriki samega vina. Leta 1993, torej zdaj že kar nekaj časa nazaj, je Mladen Stilinović v Belgiji prvič prebral neke vrste manifest, tekst z naslovom The Praise of Laziness, torej hvalnica lenobi. Zelo sem zadovoljen z udeležbo slušateljev. Vidi se, da je kvaliteta, da je znanje, ki ga imajo in pričakovanja, da so višja. In upam, da bo naslednje leto še boljše, da se bo ta trend enostavno nadaljeval.